bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Hvaležno pozdravljeni. V oddaji Klepet ob kavi ste lahko spoznali dr. Korepanova, lahko ste spoznali tudi številne druge zdravnike, farmacevte in strokovnjake, ki so zaupali, kako uporabna je sibirska fitomedicina za naše zdravje, za dobro počutje, v preventivne in kurativne namene. Tudi iz Sibirja v Slovenijo prihajajo številni izdelki sibirske fitomedicine in v mesecu decembru ste lahko uživali vse te izdelke ob darilu, ki ste ga dobili. To so bila semena sibirske cedre. Potem pa smo vam v pomladnem mesecu pripravili tudi posebno darilce. To so bila ogledala iz ene take posebne skorje in ta ogledalca so zares čudežna v pravem pomenu besede. No, temu mesecu pa imamo znova za vas prav posebno darilo, ki je tudi izjemno uporabno, ima izjemne sposobnosti, pa vendarle je nekaj, kar je v Sloveniji povsem neznano. Čilim ali vodni oreh je tisto, kar v temu mesecu prejmete ob naročilu izdelka iz Sibirije, torej kot dodatno darilo. Takole zgleda ta čilim in Marijana Kolman nam bo zaupala kaj več konkretno. Ta čilim zmore, kakšen je namen in zakaj ga imajo Altajci na vratih, ne, pri svojem vhodu. Res je, ja. Za Altajce je to rastlina, ki ima reliktni značaj. Uporabljajo jo pri svojih vsakodnevnih obredih, ki pravzaprav niso nič posebnega. Enostavno z vero v učinek tega vodnega oreha ali čilima, kot mu pravijo Altajci, dosežejo tisto, kar je namen. In sicer zaščita doma, avtomobila tudi in ljudi. Čilim v altajski tradiciji pa ni le reliktna rastlina, ampak je seveda tudi odlična hrana. Tudi pri nas je nekoč bila. V Evropi pravzaprav do 19. stoletja so vodne orehe, imenovane tudi kostanjev oreh, sicer botanično Trapa natans, prodajali tako, kot da še danes prodajajo kostanj. In prebivalci so cenili to hrano, ki je marsikdaj v zgodovini človeštva ljudi reševala tudi pred lakoto. Wow. Torej, vodni oreh ali čilim v tem mesecu dobijo naši gledalci ob naročilu torej izdelka iz sibirske fitomedicine. Kaj lahko z njim počnejo? Ker tukaj imajo več možnosti, ne? Res je, lahko ga enostavno nosijo ali v mošnjičku ali kot obesek pri sebi. Lahko ga namestijo nekam pri vhodu v svoj dom, lahko ga nosijo v avtu, lahko pa ga seveda posadijo in počakajo, da zrastejo vodni orehi, oziroma da se razmnožijo in imajo potem pravzaprav lasten vir odlične hrane, danes bi lahko rekli super hrana in tudi odličnega zdravila. Tale trenutek lahko vidimo, kako torej vzgojiti vodni oreh, torej manjšo mlako bomo potrebovali, 80 do 100 centimetrov globine in zelo preprosto se torej vidi. Še bolj zanimiva fotografija pa mi je pravzaprav tista, ki prikazuje, kako je čilim v vsakem letnem času nekaj drugega. Kako neverjetno, poglejmo še tole fotografijo, poleti, jeseni, kakšen je tukaj dejansko plod, kakšen je cvet, gre za nekaj res lepega, za vsak ribnik, ne? Ja, saj v Sloveniji je kar nekaj rastišč vodnega oreha, samo ljudje niso pozorni ali pa ne poznajo in ne vedo, da je pravzaprav to
lahko in hrana in zdravilo in seveda tudi nek zaščitni amulet, lahko rečemo temu. Recimo na vzhodno od Ljubljanskega barja, rastišča okrog Šentjurja, Proseniška jezera, potem Bukovniško jezero, jezera ribniki na Dravskem polju. Tam je vse polno vodnega oreha. Je pa res, da ga pa pravzaprav ljudje ne uporabljajo. Če bi vedeli, kako zelo hranljiv in zdravilen je, bi ga zagotovo gojili v teh ribnikih ali pa tudi doma. Se zadošča preprosto ena posoda globja ali pa en sod ali pa bližnji ribnik, se v Sloveniji jih je vse polno, kjer se lahko posadijo in ima človek izvrsten vir in hrane in seveda zdravila. Ker zanimivo je, v arheoloških najdbah, tudi na Ljubljanskem barju, so našli zoglenele vodne orehe. Celo v kenocojskih plasteh in na Aljaski, celo iz časa obdobja krede, so fosilne najdbe vodnih oreščkov, ki pričajo po vsej verjetnosti o tem, da je prehistoričnemu človeku vodni oreh predstavljal pomembnejšo hrano kot žita. Wow, Kar ni pa nič nenavadnega, ker če pogledamo vsebnost, torej kemijsko analizo vodnega oreha, kako pestra sestava je. To, kar danes običajno imenujemo superhrana, je pravzaprav starodavna rastlina, vodna rastlina, vodni oreh. Ima recimo 52% škroba, ogromno beljakovin, ogljikovih hidratov, maščobne kisline, potem fenolne in dušikove spojine, steroide, fitosterole in, kar je zelo zanimivo, tudi 3 terpene, poleg vseh mineralov, vitaminov in tako dalje. In verjetno je prav ta farmakološka vsebnost, tudi 3 terpenov in polisaharidov, bila razlog za farmakološke študije, znanstvene študije o zdravilnem učinku vodnega oreha. Wow. Vprašanje. V mesecu decembru so naši gledalci lahko dobili prav čudovita semena sibirske cedre in se javljajo, kako lepo, da so že pri nekaterih osklila, drugih nosijo tudi kot talismane. Potem v mesecu marcu si ženske obdarila s čudovitim ogledalcem, na katerem piše: najlepša sem, zares se zahvaljujem v imenu vseh naših gledalcev in gledalk. Torej ta mesec pa vodni oreh oziroma čilim. Kje je tale čilim pravzaprav nabran? Tale čilim prihaja iz jezera Manžerok z Altaja. To jezero je eno prav posebno jezero. Okrog nastanka čilima imajo Altajci eno lepo legendo, tako kot imajo oni o vsem, o beluhi, o katunu in vsem vrsto legend. Ta legenda pripoveduje, da sta ob tem jezeru živela dekle in fant. Dekletu je bilo ime, to je zanimivo, v prevodu bi lahko rekli vrba, ampak v ruščini je to Ivuška. Fantu je bilo pa ime Čilim. In srečevala sta se zvečer ob jezeru, kar pa ni bilo všeč povodnemu možu, ki je živel v tem jezeru, ker si je Ivuško izbral za svojo nevesto. In nekega večera se je dvignil iz jezera, svojo dolgo brado ovil okrog Čilima in ga potegnil na dno jezera. Potem se je pa Ivuška borila z njim in mu spulila to brado in on jo je iz jeze, iz užaljenosti, besa spremenil v vrbo, ki raste ob jezeru, svoje veje steguje proti jezeru, Čilim pa raste z dna jezera na svojem dolgem steblu in na gladini ima čudovite cvetove in rasteta pravzaprav eden proti drugemu z ljubeznijo in z željo po dotiku in srečanju. To je ena lepa legenda. Krasno,
zares čudovito. Evo, čilim, vodni oreh, tale mesec ga dobite zraven, torej kot darilo ob nakupu izdelka iz sibirske fitomedicine in poglejmo nekaj tistih, ki so najbolj priljubljeni izdelki, trenutno najbolj zaželeni in v zares veliki uporabi pri različnih izzivih, s katerimi se ljudje soočajo. Torej, čaga z eleuterokokom narejena torej po recepturi ruskega zdravnika, onkologa, fitoterapeuta dr. Korepanova, torej čaga z eleuterokokom, čudovit in izjemen pripomoček za vsak dan, za tisto bistrost in čudoviti adaptogeni rastlini za to, da se lahko soočamo z vsem stresom. Potem čaga z rožnim korenom je kombinacija, za katero Marijana pravi, predvsem takrat, ker je potrebno hitro odreagirati, kadar potrebujemo res močno podporo, takrat torej čaga z rožnim korenom. Potem olje altajske princese, zares čudovito darilo za vse ženske, zato da spravijo hormone v red, zato da ohranjajo lepoto, za pomlajevanje, za reproduktivne organe, ni da ni, torej zares olje altajske princese je čudovito olje, tudi sama ga uporabljam kot ostale stvari. Potem pa trije lepi, krasni in nad vse uporabni izdelki, kombinacija fungo in fitoterapije, torej lisičke, trepetlika in nageljno vežbice, stvar, katero bi moral pravzaprav čisto vsak opraviti. Gre za protiparazitni program dr. Korepanova, potem pa naslednja fungoterapija, divja sibirska čaga, divji rejši in divja korenina navadnega repinca, za res konkretno krepitev zdravja, za močno preventivo in tudi pri kurativi se uporablja kot podpora. In pa najbolj poznana in najbolj zanimiva, trenutno najbolj zaželena kombinacija v Rusiji, to pa je kombinacija z divje nabranim kordycepsom militaris, ki se predvsem priporoča za krepitev srca in srčno-žilnega sistema. Sploh v poletnem času je to kombinacija, ki bi jo Marijana verjetno najbolj svetovala, kajti statistika kaže, da je ravno v tem času največ različnih kapij in težav, kar se tega tiče. Tudi po tradicionalni kitajski medicini je to čas srca. Čas srca, bolezni srčno-žilnega sistema, ki imajo zagotovo razlog v načinu življenja in seveda številnih stresih. Ampak kot zanimivost, ta vodni oreh, ki je lahko talisman, lahko je okras naših ribnikov, mlak, lahko je pa tudi odlična pomoč, lahko rečemo prva pomoč pri ugrizih žuželk, pri ugrizih klopov in celo pri piku kač. Tisto, kar je tako zelo zdravilno, se skriva v listih in steblih. Tako da recimo ljudje, ko so v naravi, pa opazijo klopa, ga odstranijo seveda z bojaznijo, da so že okuženi, če nimajo pri sebi mumije, ki tudi pomaga, če mesto pika namažeš z mumijo, ampak v naravi običajno tega nimamo pri sebi, lahko iz ribnika utrgajo listek ali košček stebelca vodnega oreha in s tem sokom namažejo mesto ugriza in ne bo nobene okužbe in nobenih posledic. Wow, zanimivo. Torej, tale čilim je nabran na Altaju in znova lahko si ga bodo ljudje vzgojili sami doma v svoji mlaki, zato da ga bodo uporabljali torej na takšen način, da bo cvetel, lahko pa torej ga uporabljajo kot talisman. Ja, jaz priznam, da ga bom verjetno dala na vhod. To se mi zdi, da je nekaj, vhod, s kako energijo ti prideš v stanovanje in če na vhodu polovi vse tisto, kar prinesemo s sabo iz mesta, pa iz službe, pa se mi zdi, da je to definitivno dobro. Ja, še boljši predlog je pa, da ga za 1 leto posadiš, da se razmnoži in boš imela jeseni polno čilimov in boš potem lahko jih podarjala tudi drugim oziroma imela enega v avtu, enega v studiu, enega doma in tako dalje. Zato, ker jeseni bo že obrodil. Če ga posadiš poleti, zelo hitro zraste in še nekaj je pomembno.
Vodni oreh je bil včasih del našega naravnega okolja. Povsod v vseh evropskih državah in tudi v Rusiji je vključen v tako imenovano rdečo knjigo oziroma je zaščitena naravna vrsta, ker izginja. Izginja zaradi spremenjenih vremenskih razmer na zemlji in seveda zaradi onesnaženosti voda. Tako da mislim, da je darilo namenjeno tudi temu, da pravzaprav pride nazaj v naše okolje, kjer je pravzaprav avtohtona rastlinska vrsta. Wow. Se pravi, enega, ki ga bodo dobili zraven pri izdelku sibirske fitomedicine, torej izdelka iz Sibirije, verjetno tudi pri ogrlici, kaj ne da, jantarjevi, bodo torej lahko z njim obdarili vse ostale svoje bližnje jeseni že. In tako je, odvisno kakšen pridelek bodo imeli. Ne? Ampak kot rečeno, v enem malem ribniku se da, poglej, v Pakistanu še danes okrog 40.000 ljudi 5 mesecev preživi izključno z hrano z vodnimi orehi, ker je pridelek na hektar 600 kilogramov. Si predstavljaš, to je izjemno hitro raste, širi se pravzaprav in jeseni je lahko pravzaprav trgatev, lahko rečemo temu, ker so orehi že zelo velika. Zdaj pa, če pogledamo podrobno tale čilin, ki ga imam tukajle, lahko vidimo, da ima tukaj luknjico, na eni strani ima luknjico, na drugi strani pa pravzaprav nič, no. Zdaj predpostavljam... Rožičke. Rožičke. Zdaj predpostavljam, da ga je takole potrebno potem postaviti v vodo oziroma v mlako. Ne, važno je, da se potopi v mulj. Da je ves pod muljem. Požene pa iz tele luknjice. Požene pa iz luknjice. Ampak, glej, to, tudi latinsko ime trapa, izhaja iz... prav zanimiva zgodba, iz latinskega imena kalcitrapa. To je bila vrsta orožja, ki so ga Rimljani delali iz železa z 4 rogovi in metal v vodne prehode. Za konjenico, ki jim je sledila, da so jih onemogočili. Kalcitrapa in iz tega pride potem latinsko ime trapa. Naša vrsta orehov se imenuje trapa natans ali vodni oreh ali pa tudi vodni kostanj. Hvala lepa za tole darilo v imenu gledalcev, pa tudi narava se bo vsekakor zahvalila, da bomo tole imeli znova v slovenskih mlakah, kjer bo potem nekaj tako dragocenega zraslo. Najlepša hvala. Torej, znova čilim ali vodni oreh prejmete kot brezplačno darilo pri naročilu izdelka iz Sibirije. Pa poglejmo, kateri so torej tisti znova, ki so trenutno najbolj priljubljeni. Vsekakor predvsem za poletni čas, za krepitev srca in srčno-žilnega sistema, tudi za vso to preventivo in zaščito, vemo, poleti se marsikaj lahko zgodi. Najbolj čudovita kombinacija fungoterapije in fitoterapije, divja sibirska čaga, potem pa kombinacija z divjim cordycepsom militaris. To je nekaj zares posebnega, glede na to, da je divje torej nabrana ta kombinacija, torej divja čaga in pa divji cordyceps, to je receptura dr. Korepanova. Sicer pa čilim prejmete zraven kot darilo tudi pri naročilu olja altajske princese, čudovit izdelek torej za vse ženske. Zagotovo se dobro spomnite in verjetno uporabljate tudi mumijo, pa potem seveda živico in pa ostale kombinacije. Med drugim je ena izmed najbolj novih, svežih kombinacija čaga in rožni koren, takrat, kadar je potrebno odreagirati hitro. Torej, darilo čilim pri vseh teh izdelkih iz Sibirije 02 6200 230 je ustrezna telefonska številka. Tole pa za vas darilo torej iz Altaja, čudovito darilo, iz katerega lahko zraste marsikaj.